Pomladi se začne marsikaj. Za nas, ponovno se tudi sam štejem med motoriste, pa tudi tradicionalni dogodek Motoristi za motoriste, kjer izkušeni motoristi potem delijo nasvete in na praktičnih primerih prikazujejo, kako obvladati določene situacije. Delavnica oziroma dogodek Motoristi za motoriste, ki ga Zavarovalnica Triglav že tradicionalno organizira na Vranskem, poteka že 12 let. Tovrstne dogodke organiziramo po eni strani zaradi tega, ker se nam zdi, da s tem se povezujemo z različnimi ciljnimi skupinami, skrbimo za tudi varnost različnih udeležencev, tako na cesti kot pa tudi drugje. Predvsem pa se nam zdi, da je osveževanje znanja, izobraževanje, usposabljanje ključnega pomena, tako za motoriste, kot pa tudi za vse ostale skupine. Koliko motoristov je pa že sodelovali? Ja, v vseh teh 12 letih je sodelovalo že okoli 2000 motoristov, kar pomeni, da se jih vsako leto nabere okoli 200. To je tudi neka dodana vrednost, da v bistvu pridajo s svojim motorjem, kar je pa še boljše je pa to, da lahko pripeljajo tudi tistega sopotnika oziroma sopotnico, s katero tudi v realnem okolju vozijo. Torej konkretno, kaj se dogaja na poligonu. Prva točka je vožnja skozi serpentinaste zavoje, s tem, da smo dodali tudi majčkeno video analize, se pravi, da inštruktor posname en del, pa se potem skupaj s kandidati zadeve analizira. Potem smo dodali točko umikanja nenadne ovire, se pravi, dodali smo ta element presenečenja, ki sicer na poligonu to težko izvedemo. Potem osnova je, se pravi, vožnja v slalomu, pravilen položaj, tehnika potiskanja krmila. Potem imamo pa tukaj še zaviranje na akvaplaningu. Tudi ena taka zelo zanimiva stvar, ki jo na cesti načeloma ne želiš probavati oziroma je ne probavaš. Zadnja točka pa je zaviranje v ovinku. Torej, tu pa zdaj preizkušamo mite, jih potrjujemo oziroma ovržemo, kaj se da, kaj se ne da, če se motorist znajde v situaciji, da mora zavirati v zavoju. A lahko motorist tudi sam na kakršenkoli način trenira? Vsak lahko trenira sam. Glavni trening je verjetno itak cesta, s tem, da seveda tam odsvetujemo, da bi motorist izvajal kakšne take manevre, ki bi lahko presenetile druge, oziroma na cesti moramo vedno voziti na način, da ne gremo na limit. Zakaj ste prišli danes v dogodek? Zaradi nove izkušnje, varna vožnja. Me zanima tudi drugačna vožnja, kaj vsako novo informacijo je dobrodošla. Ja, da se naučim nekih takih ključnih situacij, ki se dogajajo v prometu in da izprobam Vransko, nisem bil še prvič sem. Ja, rad bi izvedel kaj novega. Na cesti zmeraj se kaj dogaja, pa je fino zvedeti takole v živo. A ste že dolgo motorist? Ja, 30 let pa že, ali pa še več. 20 let, 15 let. 10 let, to nekje. Ja, motor imam 17 let, tako da spet. Ne smemo pozabiti tudi, da je motorist reševalec večinoma tisti, ki prvi pride v gostem prometu do ponesrečenca, baje 5 minut prej kot klasično reševalno vozilo. In načeloma so reševalci kot motoristi zelo izkušeni, zato oni bolj potrebujejo primerno opremo. Tako, za prvo poslovanje v motornem kolesu je identična oprema skoraj kot v avtomobilu, s tem, da je pač v manjšem obsegu, ker itak tudi motorno kolo je manjše. Načeloma je za oskrbo vseh poškodovancev, pomeni hudih krvavitev, stan, ki je treba vzdrževati vitalne funkcije, pomeni dihanje, tudi krvni obtok, recimo, pa te osnovne stvari, ki pač ogrožajo življenje. Ta oprema tehta nekje, jaz mislim, enih 50 kg plus. Nekje poskušamo tako, da je enakomerno razporejena na motornem kolesu, tako da je tudi mobilnost motornega kolesa je pol nemotena, bi temu rekli. Če je življenje neprecenljivo, pol je to zanemarljiva vrednost. Če pa govorimo o statistiki pa o številkah, pa pravijo, da v Sloveniji vredno življenje nekje 1 200 000 evrov. Definitivno ta oprema bistveno cenejša od tega in seveda opravlja svojo funkcijo. In če rešimo eno življenje,
če gledamo tako kot statistiko, kot denar, smo veliko prihranili. Kako pa ti treniraš, glede na to, da imaš toliko izkušenj? Ja, treniramo vsako leto, torej kar se tiče vožnje, varne vožnje z motornim kolesom. Vsako leto pred sezono izvajamo na Avtomoto Zveze Slovenije tukaj na tem poligonu, izvajamo te 2 dni z inštruktorjem, posebej varnostna vožnja z njim. In pa kasneje so pa sam še, kar se tiče izobraževanja, ki je kontinuirano, seveda izvajamo vse te postopke, ki jih ponavljamo. Motor je krasna zadeva, lahko kar povem, iz prve roke in v pravih rokah in s pravo glavo je lahko tudi čist varno in res uživaško prevozno sredstvo. No, naj bo sezona za vse nas varna.